Maju pa zanima, kako nastane knjiga. Kdo naroči knjigo? Urednik ali pisatelj? Ponavadi je tako, da avtorji sami prinesejo. Povejo, da nekaj pišejo in potem to pošljejo. Recimo tako, mi z Vinkotom sva se zmenila, da mi on napiše eno knjigo, ker je tista prva njegova mladinska knjiga za malo starejše otroke. Tako se je dobro obnesla, tako so jo radi bralci brali in zato sem ga pocukala za rokav in sem rekla, a bi mi ti kaj napisal. In je rekel on, jaz pa že imam eno idejo. In tako je nastal ta rokopis, pisal sem ga 4 mesece, ampak to tako, vsak dan, ne? Evo, pa je že vse porisan. Potem sem jaz prebrala, a vidite? In potem sem jaz malo čečkala po teh listih, sem si vse napisala, kaj se meni zdi, pa sem si že malo tukaj počrtala, kaj bi bilo fajn mogoče dati ven. Poglejte, koliko je napak, tudi koliko to niso napake, Vinko. Koliko je pripomb, ne? To so pripombe, ja. To vršica, ne? Vam spis popravi, ne? Takole, ja. Nikoli ne pridem ven iz šole. Skratka, jaz kot urednica gledam vsebino, gledam tudi, kako je knjiga napisana, se pravi, da gledam, temu se je ena taka nobel beseda, je slog, se temu reče. In jaz mislim, da mora biti urednik pravzaprav prvi in najboljši bralec. Se pravi, res bralec, ki bere s srcem, ampak tudi z glavo, ne? Meni se dostikrat zgodi, da dobim kakšen tako otrok tudi kakšno knjigo, kaj oni napišejo, kar je res. Pa vidva, bi videla tudi kakšno knjigo napisala. Sva kakšno zgodbico, verjetno oba. A uživate, ko pišete? A ni fino? Tako nekaj napišeš, nekaj gre iz tvoje glave, nekaj napišeš in potem to nekdo drug prebere in je to krasen občutek, da svojo zgodbo lahko deli z drugimi. A je tako? Je. Je, ne? Kaj pa je razlika med temi kopijami? Kar je Vinko pokazal, je tale prvi rokopis, ki je prišel k meni na uredništvo. In tukaj gor sem si jaz prve pripombe pisala. Meni se je že zgodilo, da je bila glavna junakinja, ampak ne pri tej knjigi. Glavna junakinja Magda, v zadnji tretjini je bila pa Majda. Ampak nisem niti opazil, ne. Mislim, da sva se trikrat sva se dobila in pol, ko sva midva se vse uskladila in sva bila oba zadovoljna, je šla ta knjiga k lektorici. In lektorica je pa potem popravila knjigo tako, da je vse slovnične napake popravila. A lahko preberete kakšne komentarje iz prve verzije? V tem romanu je bila tale glavna junakinja ena taka zelo nenavadna punca, ki je imela nešteto dejavnosti. V ta prvi verziji je hodila na španščino, nemščino, francoščino, na sabljanje, na gimnastiko, pa še na jogo je hodila. Pa še klavir je igrala. Točno. Koliko ima ta vidva dejavnosti? Igram prečno flavto, plešem roke na rol, hodim na verouk, to je pa tudi zdaj. Pa še na firpcologiji. Ja. Vidiš, koliko je to že. In to je veliko verjetno, a ne? In se je pol tudi on strinjal, da mogoče je pa dobro, da vsem ta junakinja nima toliko veliko dejavnosti, ker to bi bilo res, tako bi bila kar ena super punca, no? Kdo se odloči, da bo na naslovnici ta slika, na primer? Samo naslovnico pa naredi nekdo ponovadi nekdo izven založbe, kakšen slikar, no. V tem primeru je bil to Damjan Stepančič in ta naslovnica ima recimo zelo zanimivo zgodbo. Zdaj je rdeča. Ko je Damjan Stepančič prinesel, pa ni bila take barve. Uganete, katere barve je bila? Modre. Ne. Bele. Zelene. Aha. Take zelene barve je bila. In potem je rekel naš Pavle, urednik je rekel, se je lepa barva zelena, ampak mogoče pa knjiga ne bo tako dobro ali na knjižni polici, ali v izložbi ne bo tako padla v oči. In je predlagal ilustratorju, oziroma ga je vprašal, a lahko jaz to spremenim v rdečo.